Slišiš? Smo opaziti, ja. Sem tako. Drugač pa, poželi bi še kaj posnel, ali bi si okej? Meni je v redu. Sem Kostja Makarovič in sem doktor znanosti, ki prihaja iz Primorske in živi v Ljubljani in dela na Dolenjskem. Imam veliko hobijev, predvsem hobije v naravi, so pa tudi taki za deževne urice, kot so radioamaterstvo in fotografija. Vegan sem že 7 let, od tega 6 let presni vegan, predtem sem bil pa veliko let, od leta 2001, vegetarijanec. Moja zgodba se o odnosu do živali dejansko sega že precej dlje v čas kot leto 2001, ko sem postal vegetarijanec. V bistvu sem živel na robu mesta, kjer so še vedno gojili živali za lastno potrebo in seveda tu pa tam je kakšen kozliček obešen na noge visel in kakšen zajček cvilil in tako naprej. In to je bil del življenja, ki sem ga pač imel v otroštvu. Starši me nikoli niso branili, da bi videl izvor mesa ali karkoli, so mi tudi povedali, od kje to pride in vedno sem pač do mesa na krožniku imel to spoštovanje, da je zaradi tega, da danes to jem, nekdo umrl. In oziroma, da je bilo pač treba življenje nekoga oziroma nekega živega bitja zaključiti. In v tem prepričanju sem živel, da pač to je nujno potrebno in da pač je to del naše kulture in našega obnašanja in naše običajne prehrane. In vse do tudi medicina v takratnem času je bila precej zagrižena v to, da pač brez mesa absolutno ni mogoče preživeti. In potem sem to zgodbo nadaljeval vse do nekje konca osnovne šole, ko sem pa le prišel do tega, da Pitagorejci in tako naprej so pa že davna leta čisto brez problema živeli brez mesa in tako naprej. Postal sem vegetarijanec, jasno, konec, zakaj bi še nekaj jedel, če pač to ni potrebno in če je škoda, mislim, žal živih bitij, ne. In potem sem to nadaljeval zgodbo vse do enega potopa, ko smo se šli potapljati. In seveda vegetarijanstvo takrat sem jaz smatral, da ne jem biti na zemeljskih biti, ribe in razni kalamari in podobno, sem jih imel še kot, sej pač, če si potapljač, boš valjda to jedel, ne. In nekega dne na potopu zaidemo v mrežo, videli smo mrežo in smo šli vnoter in v takem prostoru, nekaj 50 za 50, recimo je bilo noter ujetih 20 do 30 sip velikih, premikale so se tako 20 centimetrov naprej nazaj, obupano do konca. In sem rekel, evo, to je pa konc, jaz tega več ne bom jedel, sem prišel iz vode, dal masko dol, sem rekel, dragi starši, od danes naprej jaz ne jem nič več, kar ima oči. Družina je vedno kompleksna stvar. Ampak jaz sem to stvar tako počasi izpeljeval, da nekako razen nekih bežnih komentarjev, prav hudih konfrontacij ni bilo. Zanimivo je bilo to, da ko sem jaz šel v Ljubljano študirati, so moja starša, ki sta bila sicer vedno pro-vegetarijansko, pro-veganska in še vedno sta vegetarijanca, ampak postala sta šele takrat, ko sem jaz dejansko šel iz njihovega gospodinjstva, kljub temu, da sem jaz jedel tisto, kar oni, a brez stvari, ki jih jaz nisem jedel, ne. In tako da starši so me podpirali definitivno. Nona in stari starši pa so kdaj in še vedno, tudi danes pripomorejo, pripomnejo, da sej, če bi pa jedel vse, bi bilo pa še boljše, ne. Zaradi tega, ker bi lahko jedel njihovo kosilo in njihove večerje in pač meni je pa za njihove večerje v bistvu relativno vseeno, ker mi je pač tisto, kar si ponavadi sam pripravim, bistveno bolj užitkarsko.
zdravje je pač eden od pomembnih dejavnikov zdravja in življenja in če smo zdravi, bomo tudi zdravo razmišljali in verjetno tudi čutili kaj do tega. Marsikdo, ki je prešel na veganstvo, na vegansko prehrano zaradi zdravja, je dejansko ugotovil, da mu čisto nič ne manjka, prvič, in drugič je začel gledati na svet čisto drugače kot sicer. Poleg tega pa, po drugi strani imamo pa ljudi, ki so etični vegani in to poudarjajo, da jim zdravje čisto nič ni pomembno. Potem pa te iste ljudi, ki trdijo, da so etični vegani, slišiš, kako so imeli vneto grlo in so en teden jemali antibiotike. Vemo pa, da vsa zdravila so testirana na živalih, morajo biti, zato da jih lahko, da učinkovino sploh lahko potrdijo. Ne samo na živalih, tudi na ljudeh. Tudi vsak medicinski postopek praktično je bil nekako testiran. Ali na ljudeh, ali na živalih, ali na obojem. In ponavadi ne samo v eni državi, ampak v nekaj državah. Tako da mislim, da je vsaka tabletka antibiotika precej bolj krvava od česa drugega, od kakšnega, recimo, če sem še bolj radikalen, od zrezka na kmetiji, kjer je tisti kmet pridelal svojo žival, pa ne podpiram tega. Ni nujno, da je domače in ekološko bolj kvalitetno od konvencionalno pridelane hrane. Tukaj je dejstvo. Obstajajo tudi ekološki pridelki, ki so bistveno bolj slabe kvalitete kot sicer. Ampak žal oziroma na srečo pa je dejstvo tudi to, da je najboljša hrana sigurno ekološko pridelana hrana. Še bolj, jaz mislim, da je edina res ekološka hrana pridelana na permakulturen način in to pomeni, da se absolutno ne uporablja nobenih fitofarmacevtskih sredstev in da se probleme, ki so povezani z boleznimi rastlin, rešuje tako kot pri človeku na samem vzroku. Tako da definitivno se včasih splača dati dvakrat več, ker bo treba dvakrat manj pojesti, da boš enako zadovoljen kot sicer. Včasih pa pač ne, ampak to se naučimo, spoznamo ljudi, ki pravilno delajo, ki pravilno postopajo v kmetijstvu in tam pač dobimo dobro robo, tako kot pač v štacuni ne kupimo prav vsak izdelek, ki nam ga ponujajo. To, da so vegani suhceni, je verjetno res, ampak suhost je daleč od napačnega, če tako pogledamo pred 100 leti, če pogledate slike svojih starih ali prastarih staršev, so vsi delali po cele dneve na kmetiji in so verjetno izgledali nekaj podobnega kot jaz. Verjetno niti eden v populaciji, razen tisti, ki je bil hudo bolan, je bil precej debelejši. Drugače pa delovska klasa ni bila nekaj zelo okrepljena, tako kot se danes misli, da če si pa debel, si pa močen. Po drugi strani, jaz ohranjam tako formo, ne podpiram profesionalnega športa, ohranjam pa tako formo, da mi ni problema iti na maraton češenj vsako leto brez treninga, se pravi, mislim, brez nekih poglobljenih treningov, zato pač fit sem celo leto, brez karkoli. Na teku za živali pred 2 leti sem prelaufal 30 km, verjetno sem zadnje laufal pol leta pred tem. Kar se tiče dvigovanja in to po zakonu naj bi moški dvignil največ 50 kg, toliko dvignem brez težav, več kot toliko ne rabim dvigati, verjetno sem zmožen, ampak več kot toliko si jaz pomagam s hidravliko in z sodobno kmetijsko mehanizacijo ali pa s pomočjo še koga. Kazati se ne rabim, koliko močen sem in koliko ne. Tistih 50 kg pa seveda brez težav dvignem.
kar bi rad sporočil vsem ostalim je, da ne strmijo k enostavnosti in k pristnosti. Nobena žival v naravi ne packa, nobena žival v naravi ne dela ekstra kombinacij prehrane, nobena žival v naravi ne živi razvratov, nobena žival v naravi ne počne nekaj, kar bi bilo več kot tisto, kar res nujno potrebuje. In ta enostavnost bi mogla biti vodilo vsem na zemlji, vsem na svetu in bi bilo vsem živim bitjem in živalim in ljudem bistveno boljše, kot je danes. Ker eni trpijo, drugi se kopajo v razkošju, eni pa umirajo v krvavih lužah. Veš kaj, ponovadi tega začetnega nič ne režem, ne? Samo da ni pa predolg, ker veliko informacij boš tudi povedal, recimo, ješ lahko, ne? Aha, ok. Lahko še enkrat, še na krajš mogoče? Še krajš. Še na krajš, ja. Pa videl, veš kaj bo pasno. Ne gre že na kraj, se Kostja Makarovič Prav, v vrti. redu. Ajde. Snemam. Lep pozdrav, sem Kostja Makarovič in sem doktor znanosti.